Lepo pozdravljeni, vsi prisotni in tudi tisti, ki bojo še kasneje prišli. Danes se bomo pogovarjali o afaziji. Jaz sem namerno, ko sem ponedeljek dal najavo, nisem napisal obrazložitev zraven, čeprav sem bil po strani moje žene malo kregan. Je rekla, pa saj ljudje morajo vedeti, o čem se bojo pogovarjali. Pa sem rekel, ne, saj tisto, prosim, da nekdo izklopi govorca. Da tisti, ki jih zanima ta petkova Zoom kavica, 15. teden že to traja, vmes je bilo še nekaj drugih zadev, tako da nekje okrog 25 teh Zoom konferenc že imam zdaj od novembra naprej. In se nekaj bojo že ugotovili in res sodelavec je po mailu, pa mi je poslal tudi, oziroma po mailu, po brskov, pa mi je poslal, kaj je našo, eni so poznali, so rekli, ja, se tem smo se učili, tako da je, afazija je motnja govora, saj več bo povedal Jernej, s svojimi, kako naj rečemo, s prijatelji in sotrpini, če lahko uporabim ta izraz, a ne. Žakelj, lahko izklopite govorca. Ja, se sklapljam. Ja, prosim, dajte si mikrofone na mute, da boste alt A, ne. Torej, afazija je motnja govorenja, ki ga lahko prizadene vsakogar. Zdaj, jaz sem se odločil za to zadevo, tako bi rekel, kar na hitro, z Jernejem se poznava že nekaj časa. Prišel sem v knjižnico enkrat in smo ga vpisali, ker pač ima težave z branjem, in potem sva se nekako tako malo sprijateljila, stanujeva blizu skupaj, tako da se včasih srečujeva. On s svojim triciklom, ki se fura tam mimo, jaz, ko grem peš, in potem se zmeraj zapletava v kak pogovor. In enkrat se pogovarjava in me vpraša, če vem, kaj je to, pa sem rekel, pojma nimam, in je rekel, veš, to je tako, ne, mi, ko smo vinil generacija, bomo to razumeli. Vinil plošče, ene se vrtijo na 45, ene pa na 33 obratov, a ne. In zdaj ljudje, ki imajo to, se temu lahko reče bolezen, ne, pač govorijo na 33. Zato bo ta današnji Zoom bo trajal mogoče malo dlje, ker bomo počasi govorili. Zdaj bom jaz počasi predal besedo Jerneju. Jernej, pozdravljen. Ja. Jernej je bil športnik, hokejist, in živel je precej zdravo, športno, ampak kar enkrat čez noč ga je ta bolezen oziroma temu možganska kap, ne, te je prizadela. Izvoli. Ja. Povej nekaj o sebi. Ja. 22 let sem star, pa skoraj 23 let sem star po kapi in slabo govorim zaradi tega, ker Dušan je fajn 33, gramofon je 33 obratov, pa 45 obratov. Vi ste 45 obratov, mi smo pa 33 obratov. In recimo, da smo fajn, se razumemo 33 obratov, zato ker smo malo drugačni kot 45 obratov. Jaz bi tako, ne,
rekel, ne. Veliko izletov pa druženja imamo pa razumemo se, ne. In je fajn, da se družimo tako, kakor v 45 bratov, ne. Jaz pet ljudi sem zraven povabil, Acota, Roberta, Mirana, Mišo, Vojkota, Laro, Marijo, no, viš, veliko je prišlo poslušati tudi Samo 5 si rekel. 7. 5 si rekel. No, dobro, vse en, 5 ali 7. Okay. No, pa 8, no. Gospa rajmo, taki. Dobro. Lej. Dajmo se tako reči, prosti, dajmo tako reči, če bi kdo hotel govoriti, naj dvigne roko, to je Alt Y, a ne? Tako da ne bomo skakali v besedo. Da bi nekako šlo ker danes je pač gostje, ki so, a ne, potrebujejo veliko koncentracije, mi moramo govoriti. Anton Žakelj, a ne, tako da no, ne, izvoli, nadaljuj. No, in se družimo po svoje, zaradi tega, ker smo drugačni, ne. In afazisti hodimo po svoje, zaradi tega, ker normalni ljudje so pol ure klepetajo z mano, ne, recimo, pol pa naveličajo, zaradi tega, ker slabo govorimo, ne. In potem recimo, da bi Dušan mal PowerPoint vključil, pa bi se 5 slajdov imam, ne, Dušan, pa bi PowerPoint prebral ti, no. Ja. Dušan Brešar, Mlakar, Dusan, Pita, Bresar, nazve, Psilonov, Mave, Grejovi, Dušan Brešar, Mlakar, Dusan, Pita, Bresar, Zastave, Conte, ki izpitov jo v screv. To so je jedel originalci. Evo, tole, ja. Tole bova, ne. Kar da ti... Čakaj, sem, da jaz tole zdaj povečam. Animacija. Vidimo. Diapozitiv. Ja, vidimo, ne? Ja. Ok. No, dej, bova ško šla, ne? Ja. Počasi. Torej, afazija je nevrološko stanje, ki se zgodi običajno po kaki možganski kapi, a ne? Zdaj, vzroki so različni. Vzroki so različni, jaz si bom malo pomagal z zapiski, a ne? Sekundo. Ok. So različni, a ne? Prihaja do zamašitve, in prizadenejo v bistvu nastane možganska poškodba. A je tako, Jernej? Tako je. A boš ti nadaljeval? Ne, kar ti pa. Yes.
Okay. Zdaj te poškodbe, to so posledice zamašitve žil, to se recimo, eno se reče tromboza, to se pravi zaradi skrbnega strdka, drugo je do anevrizma, v bistvu in obakrat pride pri trombozi pride do zamašitve in potem pomanjkanje kisika, pri anevrizmi pa pride do poči in začne puščati in krvi in nastane poškodba. Zdaj, simptomi afazije so nezmožnost razumevanja govora, nezmožnost spontanega govora, nezmožnost tvorjenja besed, nezmožnost poimenovanja objektov, ponavljanja stavkov, težave pri iskanju besed, nerazumljiv govor, nezmožnost branja ali pisanja. Zdaj, poleg tega ima pa zraven še dodatne zadeve, je pa stanje enostranske omrtvičenosti, izguba polovice vida, težave s požiranjem, spominom in epilepsija. Čva dodati kaj? Kar tipo, sam PowerPoint preberno. Ok. Vzroki so možganska kap, travma, možganski tumor, demenca, poškodbe delov leve hemisfere. Leva hemisfera je namreč odgovorna za branje oziroma pisanje. Zdaj imamo več vrst. Globalna je, globalna afazija je najhujša oblika afazije in sicer ne morejo brati, ne pisati, njihov govor je nerazumljiv, slabo pojmuje stvari, slabo razume govor in ne more ponoviti stavkov. Potem je Brockova afazija. Brockova afazija povzroča, je to poškodba v Brockovem središču, ki je v levem čelnem režnju. Taka oseba razume govor, lahko bere, ne more pa pisati, pravilno govoriti, tvori kratke stavke, ampak za to porabi veliko časa. Potem je Wernicova afazija, to je razumevanje govora, ne razumejo govora, tvorjenje govora pa ni prizadeto. Zdaj, eni govorijo veliko, v večini primerov se pa ne zavedajo napačne rabe in brezpomenskih stavkov. Potem je anomska afazija, to je ena od blažjih oblik. Osebe s to afazijo govorijo tekoče, razumejo govor, težave pa imajo pri poimenovanju glagolov in samostalnikov. Ljudje nimajo težave z branjem. Potem je konduktivna afazija, povzročijo poškodba stopa živčnih vlaken, ki povezujejo Brockovo in Wernickovo središče. Ljudje niso sposobni povezati informacij med poslušanjem in govorom, zato ne morejo ponavljati stavka, razumejo pa pogovor in ga brez težav tvorijo. Potem so pa dve transkortikalne, ena je motorna, težko govorijo, težko ponavljajo stavke, in pa potem je pa senzorna, so pa ljudje težje govorijo in dlje časa ne ostanejo zbrani. Zadnje dve je mogoče lepo pozdraviti, medtem ko v bistvu pravzaprav se te afazije se pravzaprav ne da zdraviti, ker to je pač prizadeto. Zdaj, popolno okrevanje ni mogoče, spontano okrevanje po poškodbi, se pravi v zelo kratkem času, terapija govora je nevroplastičnost, zdaj določena zdravila so, te bomo še pa več rekli. Kaj se dogaja v Sloveniji s temi bolniki? Kot je že rekel prej Jernej, družijo se med seboj, ker so čudni za nas, rekel običajni ljudje.
Potem imajo neko svojo društvo oziroma neki socialni krog, kjer se družijo, imajo združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, mednarodno združenje bolnikov z afazijo. Afazija, v bistvu naj povem, da to pomeni afazis, se pravi ne govoriti, in pa pol afazijada. To bo pa Jernej povedal, kaj je to. Ja. To je zdaj na kratko. O tem moje predavanje. Zdaj naj povem, da je Nejc tudi pri združenju kako se reče, cerebrovaskularna bolezen. Bolezen, ja, hvala. Je referenc za žur in šport. No, zdaj pa povej, Jernej, izvoli. Tale afazija, je ta zadnja stvar. 5 klubov je v Sloveniji, kjer smo vsak mesec malo kramljamo o raznih dogodkih. In zelo, fajn se imamo, ampak smo 33 obratov, zaradi tega, ker se družimo in to je to. Jaz predlagam, da bi še 5 ljudi vključil. Recimo tudi Robert, Mirana, recimo. Miran, povej ti. Miran. Vključi mikrofon. Ja. Okay. Jaz imel kap, grem, samo ne morem napisati, prav napisam, ampak ne gre. Ful časa rabim, pa ne vem, ali je prav, ali ni prav. Pogledam, pa enkrat je vljo, enkrat ne vljo. Recimo, A, B, C, Č, D, vem, kaj gre, pa nazaj tudi, ne vem pa, ali je, ali taki, ali takija. To je kap takija. Drugače pa, jaz grem v Mariboru, grem golf, tenis, probam vse, ampak recimo grem prijem jest, povejo, kaj bi imel, ja, ne vem, kaj se rekel, pa še enkrat, probam, pa gre, enkrat gre, super je. Prav, da se v Mariboru imamo 5, 6, 7, se vidi malo napisati, načičati malo, pev malo. To je super, da pev pravijo, da je lepo gre, da kaj moraš peslati, pa tako. To je vrjo. Hvala. Hvala, Miran. Robert, še ti. Prižgi mikrofon. A se slišimo? Ja. Super. V Kranju je. Jaz sem voden društva afazistov Kranj. Jutri bi imel 16. rojsten dan. Tako da 17. aprila 2005 me je pošlatal. Tako da kaj je to bilo? Bil sem reševalc. Ja. Zjutraj sem se zbudil, z ženo s punco sva šla povedati, da bo starša postala. Naslednji dan se je pa meni naredil, kar se mi je. In sem vesel. A da si dan z nami. Tako je. Ja. Super. Aco. Dobro, koga ćemo da še naprej? Aco dal. Zdaj bo... Jaz sem Aco Jostiški iz Kamnika.
13 meseca leta, kap sem hotel iti sa Šromšebo pot, pa nisem šel. Jaz slabo govorim in hodim v Golaku, v Kranju, na rehabilitacijo. Imam v Kranju logopedijo, terapijo, rišem, vse so dogaja. No, fajn. Ja. Vojko. Halo, Ja, a se slišimo? Ja, se slišimo. Mene tukaj ven meče vsake toliko. no, A tudi vas ven meče? ne, Vse v redu. Kar Dovolj, predstavite pa je, ne. Ja, no upam, da bo zdaj v redu. Ja, zdaj bi rad, jaz sem, mi je Vojko Kuhar, sem 10 let že apazist in vodim pa drugo skupino afazijade. Drugo skupino vodim, zdaj zadnje let bolj okrnjeno, tako kot je pred COVID-a. Ampak vsak mesec se pa slišimo oziroma jim kakšno sporočilo pošljem ali pa se slišimo, tako da vsak mesec na tisti dan, ko bi morali imeti afazijo. Okay. Drugače, nimam kaj zapovedati v tem letu pozitivnega, zato raje ne bom govoril, ker negativne stvari. V tem letu je bilo precej hudega takole. Ja. Vojko, zelo slabo povezavo imate. Ok, vse je v redu, vse je. COVID-a kmalu konc in da bomo šli novim zmagam nasproti. V redu, super. Ok. Bolj bi bil zaenkrat. Hvala. Hvala, Vojko. Izvoli, Jernej, povej. No in recimo 5 ljudi sem malo povabil zaradi tega, ker da ne bom jaz sam govoril. No in 33 obratov smo vsi, ne samo jaz. In to je fajn, ne? Koliko pa vas je v Sloveniji, recimo? Imate kako evidenco? Po svetu je menda okrog 5 milijonov ljudi, ne? Ja, recimo, da 3000 pa še malo je vključenih v cerebrovaskularno bolezen, ampak 1/3 je afazistov, ne, recimo. In druge 2/3, pardon. Je pa malo bolj, recimo, da Lara je zraven tudi, pa ni toliko 33 obratov, ampak 45, pa boš tudi malo Lara. Lara? Živijo. Ona je pa tudi kap doživela, ampak fajn govori, pa bo ona še malo povedala. Izvolite. Hvala, živijo.
Jaz sem predsednica kluba bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Ljubljana. Načeloma je teh klubov po Sloveniji približno 22, kakšen gor dol se ustanavljajo in tudi žal propadajo. In v okviru teh klubov so potem posamezne skupine, in ena izmed teh skupin v našem klubu je tudi skupina za afazijo, oziroma mislim, da so celo 3 te skupine za afazijo. 3, zaradi tega, ker je fajn, da so manjše skupine, da se lahko med sabo pogovarjajo, da se poslušajo, ker je največ recimo 8 ljudi v posamezni skupini. Ja, do 10 največ, 8. Tako, da lahko res vsak kaj pove in se ga drugi naučijo tudi poslušati. Kadar se jaz z Jernejem pogovarjam, moram vedno paziti, da mu ne skačem v besedo. Zato, ker on... Itak. Ja, on zelo dobro ve, kaj bi si želel povedati, jaz pa pravzaprav tudi vem, kaj hoče povedati, ampak je prav, da on pove tisto, kar misli, da se da svojo misel naprej vodno. In tako je tudi z vsemi ostalimi afazisti. Ne smemo jim skakati v besedo, ampak jim moramo pomagati, da se naučijo oziroma da razvijajo svoje misli. Se pravi, so odlični za to, da nas naučijo strpnosti. Absolutno. In jaz vidim, kadar se meni mudi, skačem bolj v besedo Jerneju, kakor. Seveda, in to ni v redu. Vem, tako da včasih se moram prav, ustav se, to je tisto. Več kot pol ure rab za eno kavo. Za kavo rabimo 1 uro. Ja, saj to je problem, ko se mi do Jernejem srečava, jaz moram tudi pol preklopiti na potrpežljivost in na počasnost. Enkrat sem rekel, sej v redu, poklič me, sej, pa reče, ne tako naredi, pokaže, kako, mislim, seveda si rečem, moram malo potrpežljivost, pa sem potem jaz nekako prevzel pobudo, daj mi telefon, daj mi ono tretje mail, pa tako naprej, A ne, Jernej? Seveda. Komunicirava tam na parkirišču, pa na cesti. Ja, moraš tudi urediti. Lara, še kakšno stavek povej nam? O čem najc? O afaziji. Kaj misliš ti o afaziji? O afaziji. Meni je v bistvu zelo fajn, da so te skupine, ker se mi zdi res super to, da se lahko med sabo srečujete in da ima vsak od vas možnost počasi povedati in da ga drugi tudi znate poslušati, ker ga znate veliko bolj poslušati, in si ne skačete v besedo. Tako da res podpiram te ideje, da se ustanavljajo skupine po Sloveniji. Super. Jaz sem pripravil, seveda, jaz kot knjižni mol, sem pač gledal malo okrog teh in sem ugotovil, da pravzaprav imamo Slovenci en odličen roman, ki ga je napisal Ewald Flisser. In tole je Mogoče nikoli, v mojih rokah je ena 15-letna punca, piše kot neke vrste dnevnik in pravi takole: imam en čuden bolezen, se ji reče afazija. Sem od padca po glavi dobila kap v možganu, mi je počel ena žila v levemu perdelu, ko je centrala za jezik. Imam zdaj en hecen motnjo. Cela knjiga je pisana v tem jeziku,
in je težko je brati, ampak je pa super napisana, ne. Pravi, recimo, čisto takole, zdaj sem nekje odprl, ne vem, če vi poznate to knjigo. Ja. Jaz pa nisem poznala, super. Mi jo bomo prebrali tukaj v službi in pravi, ne vem, recimo, imam eno hecno motnjo, se izražam manj, prav ko prej sem bila dijakinja gimnazije prvi letenk in sem pisala zgodbe. Res, imam revijo, lahko pokažem, na stran 321 pod naslovom piše Miljana Samec. To sem jaz, ne, recimo. In je cel tako, sem preverila v Solvarju, se piše Vancouver, doktor, logo, pa z veliko 5, prav moram vse te besede preveriti v Solvarju. No, mi bomo to knjigo prebrali, tako da bo čez kakšen mesec ali pa dva bo v možnosti tukaj pri nas jo sposoditi, ne. Ker mi imamo, recimo, če povem malo, tudi naredim reklamo, mi imamo tudi za motnje branja, tako da bi si lahko tudi vi sposojali knjige pri nas, ne, ki so v zvoku. Jernej, ti to pridno počenjaš, a ne, si sposojaš? Ja. Ne? Povej kaj več. Ja, fajn je, ker listam, mislim, zdajle imam knjigo Boter, ne, Boter. In je fajn Mario Puzo in požiram knjigo napisal, mislim, je fajn, ne, mislim, je fajn. In nisem vedel, da, ko se reče, na knjige čitam na glav, mislim, kako se reče, to, kar je, pišem, ne, ampak čitam, kako se reče, no? Poslušaš? Poslušam in je fajn, ne, ko poslušam in zelo je fajn, da poslušam knjige, ne, to je res. Si bogatiš besedni zaklad? Ja. Pomaga pri tem. Angleški ne znam več, ne. Vse razumem, recimo angleško vse razumem, ampak ne morem pa pisati, ne. Jaz enako, ja. Ja. Tebe je leta 98 zadela kapa, ne? Ja. Tukaj gledam, v starosti 39 let, potem sem ugotovil, da sva midva generacijo, ne? In skratka, in si zelo hitro si se pobral, si šel nazaj v službo, ne, in tvoji kolegi pravijo, da si legendaren po stavku, ko si klical ljudi, ne, sem Jernej Sluga, zadela me je kap, zato govorim počasi. Ja. Lahko čisto malo? Ja, izvoli. Miran, izvolite. Povedi mi, ti delate slabo. Kaj pomeni? Jaz sem probal, kaj ko delajo. Veš, kaj pa gre eni drugi, kaj moraš reči? Jaz sem probal, ko je kap, ko imajo tisti, sem probal, da bi jaz napisal, kaj je, to res, ja. Recimo, ena sluje taki, ampak za slabo vidni, pa oni imajo tega,
ne gre. Ne gre, okej. Ne, čakajte, deva. Kaj, slabovidni slepi, oziroma slepi imajo brajico? To ja, no, in kaj veš, kaj razlika enega drugega? A je kap, je boljše gre naprej ali ne? Slabovidni, tako slepi kot slabovidni lahko berejo v zvoku. Mi imamo knjige v zvoku. Ja. Tudi. Zdaj slepi lahko berejo, pa običajno slepi pač tudi brajico z unimi pikami. To imam jaz tudi, ja, probal sem, ampak kap ne gre. Eni a drugi ne gre. Ja, pa najboljši zvok, ne? Okej. Pa najboljše v bistvu, da se povežeta z Jernejom, pa vam bo Jernej razložil, kako to pri njemu gre, a ne? Ampak zanimivo, prej milijonkrat klical veliko. Zdaj enako probam, ampak eni lahko, eni ne gre. Pa sem recimo probal prej še enkrat. Eni gre lahko naprej ful časa, eni pa me začne takoj, pa ne more več. Zanimivo. Ja. Po mojem je trening, a ne to? Ja, hvala. Malenkost. Dobro. Izvoli. Tale www.cvbsi je lastna stran moja, pa preber kaj o afaziji, pa še o potovanjih, pa kolesarjenju, pa to, ne. Ampak sam to, da bo vedeli. No, v glavnem tako je, ne. Jernej je v 39. letu ga je zadela huda možganska kap. On je bil športnik, kot sem že prej rekel, hokejist, pol kasneje je tudi bil neki vodja veteranov hokejistov, oče 3 otrok. Imaš 3 sine, ne, če se ne motim? Ne, samo enega sina. Samo enega. A nimaš 3? Pa 3 punce. Mislim, 2 punce. 2 punci pa enega sina, okej. Zdaj, 19. januarja ga je pravzaprav čez noč, ni imel nobenih težav, nobenih, bi rekel, visokega krvnega pritiska, nobenih takih zadev, in doktorji pravzaprav sploh ne vejo, od česa in kako bi se to zgodilo. Zdaj, on, ki je tak sonček, tak energija, polna energije, tisto, ko pride v knjižnico, ali pa ko se midva srečava, je tako pozitivno, in je verjetno s to pozitivno energijo je napolnil klinični center in Sočo, ko je prišel, in mu je to tako uspelo, da je do konca leta se vrnil nazaj v službo in je začel v službi počasi delati. To je on dela Špica, ti si tudi soustanovitelj Špice, za študenti se ustanovili, in potem v glavnem to je to, kar se tiče. V glavnem redno kolesariš, poskušaš živeti čim bolj normalno, tako da zdaj tukaj imam še nekaj, kar so rekli tvoji sodelavci o tebi, da si zelo prijatelj. Pravi, da je, ko so slišali, da je kap, da je prizadela, so bili vsi šokirani. Špica je izgubila najboljšega prodajalca, direktorja prodaje in pomembnega člana vodstva. Ampak še isto leto se je počasi vrnil, začel delati kot prokurist, in je začel terjati dolgove, ki so jih imeli, in je znan tudi njegov stavek: plačati takoj. In pa seveda to, ko sem že prej rekel, se mi je najsluga, zadela me je kap, počasi govorim,
V glavnem, no, to je to, jaz mislim, da čisto na kratko. A ne? Aha, si organizator izletov in dogodkov, vedno poskrbi za primerno razmerje med športnim izobraževanjem in žurom. Si eden od, bomo rekli, vodilnih kapistov, a ne, v Sloveniji, tako povezovalec. No, zadnje čase si pa Paul tudi spostavil stike z Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Makedonijo. Ne? In da pravi tukaj na koncu, pravi, da je tvoj življenjski moto vsak dan je lep. A sem kaj spustil? Jo, kaj si spustil, ampak... Zdaj, a ima kdo kako vprašanje od vas prisotnih tukaj? Mojih stalnih zumarjev, ali kako naj vam rečem, karantencev. Ali bi še kdo kaj povedal? Tukaj imamo nekoga še, zdaj, ki ga jaz ne poznam, samo da vidim, da se to malo dol zapeljem, ki je na novo tukaj. Marija Mišo. Tale pa moja afazistka tudi. A ja? Ja, če je prisotna, pol boš se predstavila tudi. Marija. Živjo, jaz sem pa mislila, da mi danes ne bo treba govoriti, da bom lahko sam poslušala. A sem pravilno izgovoril tvoj priimek, oziroma? Ja. Kaj ne rečem, jaz nisem vedela, da imam tudi afazijo, jaz imam mogoče ne na 33 ali pa na 37 ali pa na 40 obrati. Ampak ne govor, bolj že tvorjenje stavkov, pa pol teže besedilo, pa če pride do daljšega pogovora, pol ugasnem, kako že izčrpam se, izmučam se. Pa v bistvu nisem govor afazija, ko sem gledala na internetu, to je druga področja so tudi, no, ko mi gredo pa bolj počasi, ko pa govor. Tako da se tudi, a ne pač uno delo zgleda, da pač kjer del te zadane, ali kaj, da pač tam, kaj je zamašen, tam je pač slabša, pač dostop kisika in pač obrati, a ne, kako se reče temu. No, glavno, mene pa zanima vprašanje, kako je pa v bistvu svet potem, ko ne vidiš tako dobro. Ker v bistvu mi je ful čudno, zdaj sem začela gledati, kako vidike vsi v bistvu, vsak, ki ima kakšno napako, kako pa delujete vi, ko pa slabše vidite? V bistvu, kaj se vam bolj izboljša? Videla sem, da govor imate ful bolj super. A je možno to? No, kdo bo odgovoril? Mogoče Žakelj. Halo? Gospod Žakelj, se slišva? Ne? Okej. Janka? No, Janka, dej. Pa ti mogoče. No. Čakaj, jaz nisem čisto dobro zastopila. Aha. Janka, lahko še enkrat povi. Ja, no, dej še enkrat vprašanje zastavite. Oziroma zastavi. Ja, v bistvu me zanima, kako je pa svet potem, ko slabše vidiš. A ne, zdaj smo mi se predstavljali, ko je slabši govor, pa slabši obrati. Me zanima, kako je z druge strani svet. Aha. Jaz, ko slabše vidim, sem bolj na šlatanje narejena, čistko. Srečo imam, da govorim lahko zelo tekoč, samo pa zdaj na starejša leta že ugotavljam, da včasih tudi jaz besede iščem. Zdaj, ko sem tole poslušala, sem se prav zamislila, a to mogoče je tudi kaj povezan z afazijo. Demenca, mogoče demenca, ne? A misliš, da imam demenco? Ja, sej,
Ne, demenca, oprosti, Janka, ne, Janka je multiumetnica, tudi igralka, slikarka in tako naprej, ne, tako da hočem reči to, ne, da ena od oblik afazije je tudi demenca, ne, povzroča. Aha. Ja, no, jaz upam, da bo še en cajt prizanesla, ker to pa res rabim. No, prej sem že rekla, da sem bolj našlatane, pa tudi obrate imam bolj počasne. No. Mislim, da moram na hitrico nekaj narediti, zato ker najbolj delujem v prostoru, ki ga poznam. In potem ugotavljam, da to pa je že vse na pamet delam, ker imam posnetke, je kaj. V glavu imam posnetke, je kaj, in če tistega predmeta ni tam, ga seveda iščem, pa je lahko samo 5 cm stran. Tak način imam jaz. Kako je pa nekje čisto na novo, ker ni nič znano? Če pa pridemo v prostor, kjer ni nič znano, se pa ta prvi od vrat do tja, ker sedem, probam zapolniti, koliko približno korakov je, kakšne ovire so na pot. Mislim, se zelo počasi obračam. Največkrat pa najraje povem, ker se mi zdi, da malo čudno izgledam, ko pridem na primer k doktorju ali kamorkoli, da povem, da slabo vidim, ker grem brez palce, a ne. Pa je pa treba se majhen drugače upravičiti, ker včasih pa izpadeš malo bolj tako, malo po stran te gledajo, no, ampak pa je pa zvejo, da ne vidiš dobro, se pa stanje malo spremeni. Najbrž je to tudi pri vas isto, če človek pove, kakšno težavo ima, in potem se nasprotna oseba oboroži s potrpljenjem. Najbrž je tako. Ja, še kdo bo odgovoril na vprašanje? Nejc, bi ti kaj povedal? Jaz sem izčrpal, ne. Vprašajte mi kaj, da ne bom lapal jaz. Ja, ne, hotel sem reči Jerneju, temu, kaj si že. Tatjana, vprašanje za, preko četa je Tatjana nekaj postavljala vprašanje, ampak zdaj vidim, da ni nič. Ampak zanimivo, glejte, jaz imam vedno s sabo za mene kap. Lahko gledaš, kaj imam? Ja, nekaj se vidi. Zadela me je možganska kap, kaj drče primeru. Jaz ne morem tekoče govoriti, da bi povedal pravi izraz, potrebujem veliko časa, če sem utrujen, traja to tako dolgo, da raje ne govorim. Posledica možganske kapi, nejasno je, dobro. Ok, zanimivo, če imam v sabo, recimo, če ne morem povedati, imam sabo, potem lahko počasi še enkrat in potem pa gre. Zato je super, da kap je boljše imajo s sabo, pa lahko probaš, pa gre. Aha, Tatjana je postavila vprašanje, kakšno je bilo okrevanje in kako dolgo je trajalo? Jernej? Ja, tako bom rekel, ne, 1 let ne, ampak 4 leta sem bil na bolniški, ne pa 1 let, ne. 4 leta sem bil na bolniški in nisem nič govoril, to je zdaj govorim kot dež, ne. In kurac sem govoril samo in kurac sem, ne samo. Ja, to gre, ja. To gre, ne, to gre.
Dobro. Se kar vsakmu ven izbruhnejo. Jernej, Jaklič. Ja. Jaklič. No, dej pa še ti kaj povej. V glavnem, zanimiva tema, zato še nisem nikoli slišal. V glavnem, jaz sam itak znam dobro ta svoj vid uporabiti. Mi ni težko, mora biti, če je kje dost res orangi temno, je fajn, da je luč prižgana, da gre lažje. Drugače pa načeloma, bolj so problem kakšne stopnice, ki so tako narejene, da se ne vidi, da so, ne? So zelo temne, tisto je največja ovira, ostalo pa kar gre. Drugače pa, kaj bi ta zga vprašal. V glavnem, mislim, da sem kar dost zvedel. V glavnem, fajn je. Ok, hvala. Nastja, ti si roko dvignala. Ja, mene pa zanima, ste vi zdaj še vedno vključeni v kake terapije v zvezi z govorom, ali se potem to neha enkrat? Ne, zaradi tega, ker smo terapijo, sami imamo terapijo, zaradi tega, ker 20 let po kapi ni smisla imeti terapijo, zaradi tega, ker vse vemo. Hočeš reči, da ti ni več pomoči? Ja, ni pomoči me. Gre. Enkrat pride nazaj. A je težko priti nazaj, ne, gospod Miran? Enkrat bo. Po mojem bo. No. Brez delati. Ne, se ta punca v tej knjigi, ne, ko imam tukaj v rezervi, glih to pravi, da piše glih za to, da bo enkrat boljše, ne? Tako ja. Res je. In si piše ta dnevnik in išče besede in tudi pravi ta doktor logoped, ne, se pravi logopeda razdeli na dva dela, kot da mu je ime logoped, ne, pravi, da more to zapisovati, ne. A še kdo od vas takole zapisuje, kakšne take misli? Ja, jaz sem všeč te misli zapisovanje. Jaz imam odgovor na to knjigo, Nec ima novo knjigo, ki da rešitev, Utopija. Kaj to pomeni? Utopija, da si govoriš, da bo boljš, pa da bo vse v redu, pa ne vem kaj, in pol enkrat ugotoviš, da je to utopija, ne? Ja, ne, to razumem, ampak jaz sem mislil, da nec... In pa si v bistvu in slaboviden in odopren. Vedno pride naprej. Ne, točno to, če se lahko vključim. Jaz poznam Nejca 20 let oziroma 22 skoraj, no, ker sem imela približno istočasno kap v istem letu. Jaz sem majčkeno mlajša od njega. Ampak vem, kako je govoril pred 18 leti, pa vem, kako govori danes in je napredek, a ne? Res gre, ja. Ja, ampak Lara, ni to logoped kriv, ampak ljudje. Ampak si to ti, ker toliko delaš na sebi, ne? Lahko bi rekel, ja, ker se vedno potrudiš, da si naročiš kavo, vedno se potrudiš, da vse pač poveš, kar misliš, a ne? Če bi pa rekel, meni to ne gre, jaz ne bom govoril, bi bil pa še danes sam kurac. Ja, res je. Jaz se moram strinjati, tudi v času prve tiste korona krize, tam nekje aprila lani, me je tam na parkirišču gnjavo toliko časa, da sem naredil tisto, kar je hotel. Točno to. On ima vztrajnost in do sebe in do drugih, a ne? Ja. Ne, zdaj se malo hecam, saj mi ni.
Sej mi ni bilo problem, ne, jaz sem pač pol poklical, delali smo v doma, jaz sem poklical službo kolegico in je potem smo tako zrihtali, tako da je lahko dal, ne. Zdaj tukaj Tatjana piše, ste predsednik mednarodnega združenja, zanima me, zdaj je sicer COVID, pa vendar kakšno je vaše poslanstvo v vlogi predsednika, kako je s tem v Sloveniji, koliko je članov, zanimajo me aktivnosti pred covidom in kakšni so načrti za naprej. Jaz sem zdaj to na hitro prebral. Zdaj, Jernej, a grem počasi ali bova šla počasi? Kar ti povej, Okay. bom pa jaz povedal. No, dej, ok. Pravi, zdaj povej, si predsednik mednarodnega združenja, kaj to pomeni? Mednarodno, 25 držav pokrivamo v vseh, mislim, v zemlji, ne. Tudi v južni sferi pa to. Ampak 2 leti nazaj, ne, sem rekel eni Melanie Derbyshire, da en kapist bo predsednik, ne ti, ki si 45 obratov, ne. In se je zamislila, ker sama je bila predsednik društva Afazija. In sem en let naprej, je pa ona, naslednje let je pa rekla, da bom jaz postal predsednik Afazije, mednarodne Afazije. Vsi so bili za, edini jaz ne. Zaradi tega, ker ne morem do besede spet, ne. In so rekli, ne boš postal predsednik, kavo boš spil, ostala bo pa tajnica naredila namesto mene. Ja. Kaj pa poslanstvo tvoje? Poslanstvo kot predsednik. Ja, poslanstvo. Se pravi vloga, tvoja vloga oziroma. Ja, poslanstvo je to, da bi se družili internacionalno. Da ne bomo v Sloveniji samo delovali, ampak mednarodno. In recimo v 5 držav sem potoval sem, ne. In recimo v Franciji je en afazist, ki je zdravnik. In je, tako kot jaz, angleščine ne zna več, ne. Pa je zdravnik, ne. In smo v Švici, smo se hecali, on je francoz govoril, jaz slovenski, smejali smo se pa internacionalno. No, v redu. Zdaj, rekli smo, koliko članov je. Mislim, nekaj si že povedal, ampak da še kar enkrat. 3000 v cerebrovaskularnih bolezni je članov, ne. 1/3 recimo, da je vključenih tudi v afazijo, ne, ampak malo jih je vključenih konkretno v afazijo.
Zaradi tega, ker so deprimirani, recimo deprimirani so eni in eni deprimiranci samo v doma in v strop gledajo. Ne? Niso tako kot ti, ko gnjaviš ljudi po cesti. Ja. V redu. Zdaj pa povej, v bistvu, kakšne aktivnosti imate zdaj med covidom, pa pred covidom, v bistvu, pa po covidu? Ja, po covidu, oziroma na Zoomu se dobivamo vsak mesec. Ampak to je rana, ne rana, ampak COVID, mislim, Zoom je tako nekako ni najboljšno. Instant. Je pa, ne. Instant, ne. Slabo. Slabo, ne. Slabo je. Je pa boljš kot nič, ne. Ja. V redu, kaj pa načrti? Jaz sem pa nekaj. Jaz sem lansko, za vas pa za slugo, jaz sem pa lansko leto slišal od mednarodnega sveta, od svetovne televizije, da letošnje leto bo zelo slabo, nekvalitetno in da se bodo borili za COVID-a, a v drugi polovici leta pridemo še v islamske vojne. Do leta 2022, do sredine leta se bo začelo izboljšati to stanje. To so rekli lansko leto in iz svetovnih televizij. Jaz sem to gledal in v prerokovanju je to že pisalo, to že vse noter. V redu. Če moš še kako reči na to temo? Jernej, kaj sem hotel reči? Kakšni so pa tvoji načrti za naprej? Čisto osebni. V zdravilišče bom šel. V redu. Pa prideš Maribor pogledati. Ja, ne, ampak drugače ste imeli, ko je bil COVID, oziroma ko še ni bilo tega COVID-a, ste imeli kakšne piknike, kakšna srečanja? Ja, seveda smo imeli. Zdravilišče. Kako to zgleda? Ja, jaz kot afazist, 5 punc pa 5 fantov v zdravilišče napodim in se 10 dni smo v zdravilišču žuramo. To je slabo. To je super za mene, ne. Samo gospa bi bil vse, ne gospod Tarabiš. Potem pa popotovanja, ne. Pred covidom smo veliko potovali z kombi, ne. S kombi, bivša Juga, pa to je super bilo, ker smo hodili skupaj, ne. Jaz pa nekaj za vprašal se z potovanjem. A ste daj že obiskali Maldivije in Havaje? Najlepši del, mislim to. Ja, to pa ne, bom še probal kaj narediti. V redu, hvala Bojan. Tam vidim, da je gor Nova 24 TV. Zdaj, danes je lahko rečem, da je STA tudi objavila najavo našega dogodka. Hvala. Zdaj me pa zanima, tam z Nova 24, imate vi kako vprašanje, novinarji? A še kak drug novinar gor? Ne bo? Dobro. Tatjana je nova, ampak pol so pa 2 gor. Ali je Tatjana? Ok, to je Tatjana je bila. V redu, hvala vam Tatjana. V redu, še kdo bo kako vprašanje? Jaz pa še enega, zdaj mi prišlo še nekaj na misel. Katere države ste pa v bistvu takele države
obiskali, take zelo, mislim, druge, kot so v Afriki, pa če so kakšne v Avstraliji, pa v Oceaniji. Ne, to nisem že. No, ampak recimo v Kanadi sem bil, v Španiji, pa nisem pa bil še v eksotičnih državah. No. Albina? Čakaj, Bojan, malo se umiri. Ja, Albina, izvoli. Ti si hotela nekaj vprašati, ne? Ja, sem hotela nekaj vprašati. Jaz sem pa imela danes težave s povezavo, sem pa pol ure zamudila in mogoče bo moje vprašanje tako, da je bilo že odgovorjeno. Gospod Jernej, jaz bi vas rada vprašala, 2 vprašanja imam, oziroma 3. Prvo, a so vas, potem, ko se vam je to zgodil ta kap, a so vas prejšnji prijatelji zapustili in ste potem mogli graditi oziroma tkati novo mrežo prijateljstev, a ste večino prijateljev odprej tudi potem po kapi ohranili? Bo mogoče sprot dajalo vprašanje, da ne bo preveč naenkrat. No, eni prijatelji so šli, ostali imam recimo malo prijateljev še vedno, ampak se ne družimo, zaradi tega, ker alkohola ne pijem, žuramo, ne morem jaz do besede prideti, ker samo poslušam in sem rekel, zdaj bom pa ustanovil šport in žur, pa bomo se družili mi kapisti posebej, zaradi tega, ker smo taki, da počakamo. Ja. No, to je eno. Drugo pa, kako je vaša žena pa otroci, kako so sprejeli? V začetku sem prepričana, da je bilo zelo, zelo težko. Kako pa zdaj, skozi ta leta, skozi teh 20 let, kako zdaj shaja vaša družina? A so se vaša družina tudi povezali z družinami ljudi s podobnimi težavami, kot jih imate vi? Ne. Mislim, 3 otroci so diplomirali že in so že po svoje. Žena pa stoično v gore gre sama. Ja, hvala. To je pa že pa 3. vprašanje, me pa zanima, kje pa od dne do dne prejemate moč, energijo? Vidim, da je res veliko veselja v vas še vedno, in da vas te razne dejavnosti in naloge, ki so vam jih naložili, da vas krepijo, ampak od dne do dne, recimo, kje vi prejemate moč? Jaz, na primer, veliko moči dobim. Sam Bog ve. Sam Bog ve, ampak kako pa vi? Kaj recimo naredite za to, da se vam ta energija obnavlja? Albina. Ne vem, veš, to je težko vprašanje. Težko vprašanje. Ne vem, v duši tako je. Tako je. Ali taki, ali pa eni taki, normalno. Ja. Tako je, kar dobivate energijo. Točno to, ja. Hvala lepa, gospod Jernej, za vaše odgovore. Še kdo? Še kakšno vprašanje? Jaz moram videti, žal mi je, zelo, Silvija Drujič. Dio, Silvija. No, lepo, Dio, Miran. No, še kdo ima kako vprašanje? Damjan, ti se mi nekaj pojavljaš tamle gor, ker v prvem planu. Ja, da te malo sprovociram. Me sliši, ne? Ja, se sliši, ja. Ja, bi si takle mikrofon dal, bo boljš. Ja, moram reči, da tudi jaz nisem še za to slišal. Mislim. Tako da je fajn... Srečeval si pa že, ne? Kaj? Pravim, srečeval si pa že. Ja,
Tudi ne, da bi zdaj tako srečeval, ne. Tudi ne. Teda hvala, da si tole zorganiziral. Tako da najprej sem bil malo šokiran, pač, ker ne razmišljam, jaz se pač trudim čim bolj, mogoče živim malo v mehurčku, ampak kar se mi ne zdi nič narobe, ne. Ampak vmes je bilo en kup enih misli in ena od mojih spoznanj ta zadnjih je, ne, da če človek reče, da je to tako in da ne more biti drugače, potem bo težko drugače, ne. To se pravi, ta človek saj sebi dopusti, da je lahko, ne. S tem, da je potem razočaran, če ni, ne. Ampak če pa človek reče, da je to tako in ne more nič drugače več biti, potem jaz rečem, temu mu še Bog ne more pomagati, ker to je pač eno od zadnjih mojih spoznanj, tako da nikoli, jaz bom rekel, upanje umre vedno zadnje, ne. Je pa za vse nas dobro, ne, če prijemo v stik z vami, to, da se učimo strpnosti, poslušanja, potrpežljivosti, kar je pa, zdaj za sebe lahko rečem, mi je včasih manjka, v smislu, to se pravi, da bi se naučil poslušati in v taki komunikaciji, recimo, ne, z vami, recimo, Jernej, pa z ostalimi vašimi člani, bi se sigurno učil veliko več poslušanja, veliko več strpnosti, ne. Mislim pa, da verjetno je pa fajn, da človek verjetno, kljub temu, da je to naporno, pač čim več se trudi v tej smeri, da govori, tako da, tako da sem v bistvu vesel, da sem smel to, da sem danes bil tule zraven, ne, čeprav najprej sploh nisem vedel, ne, kaj bo tema, jaz sem sicer prebral, še ženo sem spraševal, pa tudi ni nič vedela to, kaj bi to bilo, tako da dobro, da mislim, je tvoja žena prav naredila, ne, Dušan, ne, da te je malo, vsem fajn, če bi to pač malo napisal, da malo, ampak v končni fazi je čisto vse, ne. Tukaj smo in smo te dobre stvari slišali, ne, in fajn je pa tudi, jaz mislim, da bi veljal vse razmišljati, tudi tako pri nas, tudi, bom rekel, slepih ali pa malo manj slepih, jaz v bistvu sem po definiciji nekaj tam do 5% je slepota, jaz še nekaj vidim in bi rekel, da ta vid, jaz bi rekel, da ga maksimalno skušam uporabljati. Recimo pri delu z računalnikom neke stvari na tole slikice vidim, prebrati jih seveda napisal ne morem. Zato imam pa en program, ki mi pač tako kot večina, ki mi govori in mi na tak način kombiniram, ne, to se pravi, ne trudim se, da bi delal po slepi metodi, ne, ker še nekaj vidim, ne, in mi je pač veliko lažje. In tudi tehnika, rekel, hvala Bogu, da jo imamo, v teh časih je pa tudi prej, in mene pač to posebej veselje, pač ta tehnika v vseh ozirih in pametni telefon in računalih in tako, in se vedno kaj na novo učim ali pa tudi druge učim, če so pri volji, da jim kaj pokažem in kaj povem, in to je pač dober občutek, da lahko nekdo pač, ne vem, pride v stik z drugimi, komunicira na tak ali drugačen način, ker sam ni pač fajn biti, ne, ker sem tudi sam pred, kaj vem, davnimi leti bi tako lahko rekel, enkrat čisto namenoma tako naredil, da sem se nehal nekako z ljudmi družiti, pa sem ugotovil, da dejansko, da so enostavno me pustili pri miru, ne, ampak moje spoznanje je pa dejansko, da je človek socialno bitje in da rabimo drug drugega, rabimo se povezovati, ne samo enaki, to se pravi slepi ali pa vezati s to težavo, ne, ampak tudi med seboj in družba, vsi bi mogli več narediti, da bi rekel normalno čuteči ljudje ali pa kakorkoli, ko jim nič ne manjka, čeprav to je za vprašanje, ne, komu kaj nič, malo je takih, ne, da bi za to zvedeli in da bi bili bolj strpni do drugačnosti. Evo, hvala lepa. Hvala, Damjan. Hvala. Super. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ne, se samo zaključili. No, bomo počasi zaključili. Aco, še bi vi kaj povedal? Jaz, ko sem prišel, vsaki dan, ko osem mi reče
pala oko sasa sim. Ko osamni. Ja, vsako jutro rečem kraboda oko sasa sim. Super, super, hvala, lepa misel. V redu, Marija, še vas ali pa tebe malo izzovem. Marija, ajdo, hiter. Marija. Ja, hvala za lep pogovor in pa navdih, da kako že iskrice za to, da gledamo, da bo res bolj, da se da, ne? Ok, super. Ok, hotel sem še reči, evo, še Lara, še vam ena misel. Zdaj sem pa, jaz mislim, no, da ima Nejc eno tako moč, ki zna tudi druge navdušiti. Prej ste se pogovarjali, kje on najde tisto moč. To po mojem človeku je ali pa ni. In on je eden izmed tistih, kaj ne rečem, sončnih ljudi, ki znajo okolico tudi dvigati, ne, vedno reče, si se da, bomo šli to, bomo šli bomo delali to, ne. Lahko bi on sedel doma med 4 stenami, nič govoril, nič okoli hodil in bil nesrečen nad svojo usodo. Tako pa nas vse pravzaprav motivira na vseh področjih, od kolesarstva do, ne vem, smučanja, vožnje z avtomobilom in vsega pravzaprav se je lotil, potem še enkrat učil se je hoditi, učil se je govoriti po kapi, a ne, in je mnogim izmed nas en tak navdih za to, da se stvari dajo še enkrat začeti in delati in narediti, tako da Lara, hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da bomo zdaj šli k Jerneju, tako smo ga hvalili, da bomo šli vsi k njemu na pijačo, a ne, Jernej? Prav. On bo častil, on tudi veliko časti pijačo. Pa vsakič pijačo častim jaz. Zmeri ne, no, ampak dobro. V redu, dragi moji, bomo danes končali. Lepo je bilo z vami, lepo je bilo z afazisti. Knjigo bomo dobili tukaj v knjižnici, tako da če bo kdo jo hotel prebrati, jo bo lahko dobil. Zraven bomo dali še ta dva referata, smo rekli na koncu. Tole je, ko je Ula Briški napisala o afaziji, smo rekli, da bomo še dali zraven kot eno zadevo, in pa slovenščina v mladinski književnosti na primeru romana Evalda Flisarja, mogoče nikoli, ko je naredila Milena Blažič pa Kasilda Benedik. Tako da bo tole še zraven, da bomo še pol malo nekako s to knjigo lahko tudi osveščali javnost o tej vaši, ne vem, lahko rečem bolezni, a se to lahko reče? Ali je to stanje? Kako se temu reče? Stanje. Stanje, ni bolezen, a ne? Seveda ni. V redu. V bistvu je motnja, a ne? No, ali pa tako, ja. To se mi zdi, da je taka lepa beseda, ker pri bolezni je vedno... Ja, bolezen je ozdravljiva, recimo, a ne, motna je, recimo, no, pogojno rečeno, motna je pa nekako trajna zadeva, ne. Ja. No, recimo, ali pa stanje, ja. V redu, hvala vam vsem skupaj, jaz upam, da bomo še kdaj takole zadevco ponovili, ali pa da bomo kje še kako varianto našli, da bo za kako sodelovanje, a ne. Tako da... Hvala lepa za Dušan. Za pomenek. Ja, hvala tudi tebi za dobro voljo. Lepo se imejte vsi skupaj, maham vam. Enako, uživajte. Vidimo se.